Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tudi v tokratni predpraznični sredi. Danes zanimivo gostjo, na katero vas povabimo na humanitarno modno revijo, pa tudi upravna enota Celje bo tokrat v naši družbi. Najprej pa torej en lep pozdrav in pozdravimo našo prvo gostjo v našem studiu. Tako, lep pozdrav Petri Koštomaj. Petra, dober večer. Dober večer. Petra, danes bova midve nekaj več povedali o modni reviji, ki jo pripravljate, oziroma ste organizator vaš salon na Fuš, frizerski salon. In danes več o modni reviji, ki se bo zgodila že kar kmalu. Pa najprej, Petra, greva lepo po vrsti. Modna revija se bo zgodila kdaj in kakšen je njen namen? Modna revija bo 9. novembra ob 18. uri v hotelu Celeja. Namen je dobrodelna za zaščito živali oziroma zaščito konj v Polzeli. In sprehodile se bodo manekenke, manekeni, predstavljali nove kolekcije, mi pa uživali in ob tem tudi pomagali, ne? Ja. Petra, recimo prvič zdaj pripravljate tole modno revijo, kako ste jo naslovili? Naslovila sem jo Podajmo si roko, oziroma Pojdimo z roko v roki. Zakaj recimo ste se odločili za modno revijo? Verjetno spremljate to problematiko, da je treba pomagati, verjetno sodelujete na več teh področjih, ne? Ko se lahko pomaga, ko je humanitarnost v tistem prvem planu, ne? In ste verjetno začutili, ne, da bi lahko kot, ne vem, frizerka, kot nekdo, ki se ukvarja z nekim podjetjem, pripomogla k temu, da pomagate nekomu, ne? Ja, sicer sem prvo mislila, da bom pomagala ljudem, ampak imam malo grenko izkušnjo sem dobila tokrat in sem se odločila samo za živali. Res je, da nekako sem že želela narediti modno revijo, pripraviti, ampak sem pa rekla, gremo še v dobrodelno noto, da mečkan pomagamo še živalim, ki na žalost velikrat pozabimo na njo. Tudi, ja, res je, ravno tako imajo čustva in vse, ne? In ob tem, da modno revijo pripravite, nas seznanite s trendi, torej naredite še nekaj dobrega, ne? Kako lahko je včasih narediti kaj dobrega, ne? Res je, res. Petra, dajte nam povedati, kaj nas čaka na modni reviji. Na modni reviji bo veliko glasbenih gostov, potem dve glasbene, mislim, plesne skupine. Potem imamo tudi iz letošnjega šova Kmetije, pridajo tudi 4, 2 sta tudi modela. Super. Tako da bo malo atraktivno tudi za to. Drugače imamo pa zelo veliko, izkoristila sem svoje stranke, da so tudi na odru, da se pokažejo za svojimi frizurami. Super. Sodelujem tudi z Urško Drofenik, modno kreatorko celjsko, z S. Oliverjem, z Broadwayom, potem Magic Alexander, ki je letos hit. Izjemen, ja. Da. Potem Forkic, ja, tudi. Nekje sem poskušala vključiti samo Celje. Tako, se pravi lokalno, sodelovanje, to je tistega ključnega pomena. Videli bomo tako oblačila, Petra, če vas razumem zdajle, kot tudi frizure, seveda, s frizerskega salona. Frizure so sicer bolj tista številka 1. Bolj poudarek na frizurah. Rdeča nit je na frizurah. In kakšne frizure bomo videli na modni reviji? Ulične. Zelo nosljive, so pa tudi ekstravagantne vmes, sploh pri modnih kreacijah Urške Drofenik. Pridejo zelo ekstravagantne, mislim, da tudi zna biti kakšna poročna. Super. Bomo videli. Kaj recimo, Petra, zdaj, ko vas že ravno imamo, da zdaj lahko malo izkoristimo, poleg tega, da še potem povabimo na dobrodelno modno revijo, kaj se nosi letos, kakšne frizure recimo so in tako za moške kot za ženske? Moške so še vedno nekje elegantne, začesane, urejene, uglajene, ženske imajo pa bolj kot ne vse, od dolgih, kratkih, zabritih, večinoma so letos še vedno kite in čeprav se zdaj v tem času jesenskem so zelo take jesenske barve. Tople, ne, verjetno, tudi malo barvite, žive. Super. Stil pa lahko ima vsak svojega, ki ga lahko neguje in dodaja verjetno razne elemente. Super. Ja, Petra, mi se veselimo modne revije. Dajva še enkrat povabiti naše gledalke, gledalce, kdaj, kje, kaj bomo na njej videli in konec koncev, kako lahko potem tudi pomagamo. 9. november ob 18. uri v hotelu Celeja. Vstop je brezplačen.
Pomagamo pa, tam nekje bo ena škatlica, ki vsak kolikor lahko pomaga z financami oziroma vrže kak evrček v tisto škatlico. Z dobrodelnimi prispevki, tudi lahko pomagamo. Za konje torej na Polzeli, Ja, za konje. Pa boste zbirali. Lepo. Konji so tudi izjemno terapevtske živali, in tudi verjetno v ta namenih. Ja, tudi šla sem osebno tja in moram biti odkrita, da me je zelo prizadel in sem se odločila res samo izključno za konje. Imajo tudi več živali tam, ni samo konji, ampak bolj je prioriteta, ker pa finančno kar težko zberajo sredstva, ker res stanejo. Ogromen strošek, Res je. Zato pa trpijo pa živali, Marsikaj doživiš tam, ko vidiš, da je lahko človek mal grob, če se lahko izrazim tako. Še to, poleg vsega. Dobro, Petra, ne bova o tem, bova seveda vsem položili na srce, da živali imajo tudi čustva, tako kot ljudje, in se absolutno moramo do njih obnašati tudi tako. Če pa jim želimo še pomagati, pa torej na vašo modno revijo, 9. novembra ob 18. Tako. Jaz pridem, tako da se vidimo, velja. Se vidimo. Lepo se imejte, Petra, in vso srečo pri izvedbi. Hvala vam. Tako, toliko, torej, kako lepo je lahko, če si humanitaren in ob tem tudi uživaš, in ravno to boste torej lahko naredili 9. novembra na modni reviji ob 18. torej v hotelu Celeja. Bodite tam, pridružite se jim in s kakšnim prispevkom le pomagajte tudi živalim, ki nas vedno potrebujejo. Mi pa zdajle še k zadnji rubriki naše tedenske izdaje. Tokrat je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtocenter Celeja je uspešno družinsko podjetje, ki že vse od leta 1995 zastopa in prodaja nova vozila znamke Opel, nudi dodatno opremo in rezervne dele, odkupujejo in prodajajo pa tudi rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela, cenitev škodnih primerov in sklepajo zavarovanja za vozila. Najdete jih na Mariborski 107 v Celju. Skupaj s poslovno enoto Avtohišo Jakopec iz Velenja pa uspešno pokrivajo območje Šaleške in Savinjske doline, Koroške in Celjske regije. Glavni moto Avtocentra Celeja je vsa ta leta: zadovoljen kupec je naš uspeh. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Kakšen je rok za pridobivanje projektnih in drugih pogojev? Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 15 dneh od prejema zahteve. Razen, če je v posebnem zakonu določen daljši rok, vendar pa ne več kot 60 dni. Kaj mora investitor pridobiti pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje? Investitor pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Po prejšnjem gradbenem zakonu se je to imenovalo soglasodajalcev. Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne vloge, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok.
Kako pristojni organi pomagajo investitorju? Pristojni organi morajo investitorju pomagati in svetovati v zadevah, ki se nanašajo na upravne postopke z tega področja in tudi vedno dajati osnovne informacije o pogojih za izvajanje gradnje. Kot na primer, kateri je veljavni prostorski akt, potrebna mnenja, dokumentacija za pridobitev dovoljenj in tako dalje. Dajanje informacij ni upravni postopek in ne vpliva na nastanek kakršnih koli pravic ali obveznosti. Zato upravni organi zanje odškodninsko ne odgovarjajo. Toliko v sicer malo krajši tedenski izdaji ta teden. Jutri so že prazniki, preživite jih mirno, predvsem pa prijetno in vzemite si čas zase. Izkoristite jih in bodite z nami spet prihodnjo sredo. Nasvidenje.